fuck, jaz to moram videti. Kaj pa negativni učinki slave? Ko sem te bo Google najdel en forum, ko je bil tak, joj, sam ono negativno. Si ti tudi gledal to, mislim, po moje gledaš, upam, da gledaš tega, ker to ni diht. Ne, ni. Ni. Na začetku, ko sem prišla v band, pa so objavili, da sem jaz nova pevka pri Tabujih, sem še gledala. Ne. In na srečo sem v istem dnevu prebrala en članek od Vesne Godine, ki je glih pisala o temu, da v bistvu tisti ljudje, ki imajo čas v življenju, da si ustvarijo anonimne profile, zaradi tega, da potem lahko kurcajo v bistvu ljudje prek interneta, da od takih ljudi mnenja itak nič ne štejejo. Ne? Tako da v bistvu sem v istem dnevu, ko je bilo itak ful negativnih komentarjev tudi med drugim, sem ta članek prebrala in sem se v bistvu takoj pogovorila sama s sabo, čigava mnenja mi pomenijo, kaj zdaj to čisto pomeni zame, kaj mene to zdaj zares prizadela, ali me v bistvu mi je vsem za te ljudi. To sem v bistvu takoj na začetku že razčistila sama sabo in zdaj tudi v bistvu ne berem tega, če pa že slučajno naletim na to, si pa to vzamem bolj kot neko zabavo. Ne kot da bi me to dejansko kaj ganilo. Tudi sami, ne vem, negativni učinki slave v Sloveniji glih ne moramo priti do tega. Pač smo mala država, načeloma se vsi skoraj med sabo poznamo, paparacev nimamo. Tako da ni zdaj, da bi glih rekla, da je kaj tako zelo velikega, da bi se spremenili. V Ameriki se jim po moje življenje čisto spremeni, ko ne morajo več po ulici normalno. Meni se to tu ne dogaja. Edino, kar pač opaziš je, da ljudje, ko zvejo, kdo si, ona je pa zdaj pevka v Tabuju, se takoj začnejo drugače do tebe obnašati. Ja. Recimo prideš nekam v eno družbo, ljudje te ne poznajo, te v bistvu tam čisto ignorirajo, pa nekdo reče čez pol ure, to je pa pevka v Tabuju, pa naenkrat so vsi se pridejo predstaviti, so čisto navdušeni in se hočejo ful s tabo pogovarjati. Prej pa jim je bilo neko tu vse. Si še samo ena bila, pa se bo vedeli, da si nova pevka v Tabuju? Pa naenkrat se vse spremeni. To je mogoče edina stvar, ki je tak, da sem jo opazila, pa tudi ne, da bi zdaj rekla, da je to ful nekaj negativnega, ampak enostavno se pripraviš na to, da se bojo ljudje pač malo drugače obnašali do tebe, sploh če imajo to, kako se že reče izraz starstruck, ali kako se reče? Ne znam. Starstruck. Ok, starstruck. Ljudje, ki so pač malo bolj pod vtisom. To so po moje tudi ljudje, ki so recimo že v otroštvu se jim je dogajalo to, da so se zaljubili v enega igralca, veš, iz filma pa to, ne? Meni osebno se nikoli ni zgodilo, da bi se jaz kakšnega, ne vem, na TV-ju zaljubila, ne? Ja, čisto odvisno. Nas so v osnovni šoli vprašali, da moramo imeti idola nekoga. Prav imeli smo 1 uro, ko smo mogli napisati vse o njem in ne vem, kaj narediti. Pa sem že tek, če nimam dobenega, če pač ne vem, res ne vem. In pol sem si izbral onga, ko zdaj ne vem več, kako mu je ime, ampak je bil v Tvoj problem. Veš, kaj bilo to? Jackassi, mariborski, ne? In to so oni sami montirali, sami snemali, sami se pa čisto odpištoljeni so bili. Pa sem pač rekel, da je on takrat, ne? Ker bila še bolj nezadovoljna učiteljica, ampak okej, pustimo za to. Ampak ja, veš, tudi nisem imel tega, da bi boy bande ful spremljalo ali pa ne vem kaj, da bi bilo tako, jaz bi tudi bila tako Westlife. Nekateri pa imajo pa ta malo drugačen in v bistvu se mi zdi, da se tem ljudem se zgodi, da te v bistvu ne vidijo, da si ti čisto običajen človek, tako kot vsi drugi, ampak v bistvu postaneš nek objekt. Ne? To zna biti mogoče edina stvar, ki je pri nas tu v Sloveniji, da se je parkrat mi zgodil po koncertih, je ta v bistvu to, ko te ljudje postavijo v objektane in se do tebe v bistvu sploh ne obnašajo več kot do človeka. To se je zgodilo, se veš, da imamo v Sloveniji ljudje zelo radi pijejo, ne, pač ko se ljudje napijejo, se začnejo drugače čudno obnašati, sploh ko greš v kakšne res zakotne kraje, ne. Tam znajo biti pol taki malo čudni, da so parkrat med slikanjem pa to pol naši roadiji mogli posežiti vmes, ker so enostavno me vlekli okoliko, ker da sem tam nek kip, s katerim pač ne se je zdaj dolžen z vsakim slikati, ker so oni plačali 20 € za karto, veš kaj mislim, ne? To je edina taka
stvar, kjer se mi pa zdi, da sploh zadnje čase na koncertih z tem s to svojo prezenco človeško probam ful dati vedeti ljudem, da sem jaz tabuj, da smo tudi samo ljudje. A ne? Nismo noben objekt, nek, ne vem, super človek ali ne vem, kaj si ljudje čistočno predstavljajo, ne, čist normalni ljudje, ki pač nekaj počnemo v življenju. To je tako fajn, če imaš tako spucano, da res lahko ločiš, ok, nasploh, če gledaš forumov, ker veš, ker eni vejo, ne, stvari o eni osebi, pa jih govorijo, čeprav te ne poznajo te osebe, ampak oni vejo, kaj je bilo, pa vejo, kaj bo, pa kaj ona oseba razmišlja, pa kaj bla, bla, bla. Jaz sem šel čez ta forum zgolj iz onega, kaj še bom fukjenega najdu, ne. Okay. A je bilo kaj takega? Ne, šlo se, mislim, ja, valjda je bilo, ne fukjene stvari so bile, ampak vsak komentar, ko sem videl, sem bil tak, ti fucking ne veš. Ti si v glavi predstavljaš o Evi, ne, in zdaj pač si to napisal in pol se dva skregala. Ne? A res? Ja, valjda, ne, ti nimaš prav, tak je bilo, pa ti tudi ne veš, ne moreš vedeti, ampak on ve, ne, valjda, če vam pa internet, ne. Ja. Ko se o meni na internetu se ne zve glih kaj dost, ne? Ne, tudi jaz sem opazil, več sem zvel na forumu, kaj je o tebi, ne, pa ne, ja, ni res, zihar, ampak, da drži. Ne, vem, da ne, so to mi bilo fascinantno, ampak oni mislijo, da drži. Pa tudi bilo je tako, da prav videlo se je, da pač nimajo stika z nekim urbanim življenjem, ker pač so neki tam z Halosa, skod pač so, Halosa. Ja. Skod pač so, ne? In pač ne razumejo, kako to sploh poteka. Ne? Tako si rekla, ne dojamajo te kot človeka, kot takega, ampak kot hologram v bistvu. Ja. Ker če bi lahko sprogramiral en band, bi isto prezentacijo imeli kot do realnega benda. Ne? Pač oni sami mislijo, da ste vi tam, ker pač vas plačajo. Ja, ne vem v bistvu čisto točno, kaj ljudje mislijo. Vse ti mora biti vseeno, ker je pač preveč. Ja, drugačne. Mislim, če bi se zdaj ukvarjala z vsakim mnenjem vsakega človeka, z vsakim komentarjem, pa starino. To razen, če mi kdo da, ne vem, večjo plačo, ko jo ima naš predsednik ta trenutek, drugač pa ne, a veš, ne gre, a ne. Pa tudi zelo malo predvidevam, da zelo malo tega tebi v fris povejo, ne, kar tam... Ja, to je pa v bistvu največja fora, ne, da edini, ki upajo tako v bistvu z take scene so pač ljudje, ko si ustvarjajo anonimne profile in v bistvu tam svoje nezadovoljstvo pol pucajo, ne, na internetu, ker itak nimajo jajc, da bi komorkoli v življenju kaj v živo povedali v obraz, ne. A veš, tudi po drugi strani velikokrat se zgodi, da pridejo ljudje pa dajo neke komentarje pa mnenja, ne vem, na glasbo, na koncert, kak smo ga speljali, ampak spet, ne da bi bil nesramen, sam, a veš, kdo si ti, da boš meni govoril, a veš, kaj mislim, ne? Zaradi tega, ker, ne vem, tudi samo delo tabujevcev, tabuji so ful časa že, a veš, na sceni, ne vem, vsi imamo neke svoje izobrazbe, neke svoje, v bistvu, renomeje, izkušnje, a ne, torej, kdo je v bistvu bolj kvalificiran, da upravlja to službo, kakor mi sami in da podaja neka mnenja, ne, torej, ker ljudje se mi zdi, da dostkrat pridejo, pa se čutijo, da so poklicani, da nam povejo, a se jim je zdel dober ali ne, a ne. Torej, tukaj je tudi tako. Ja, pa oni vejo, kaj bi vi mogli spremeniti, ja, pa bilo vse boljše, ne. Sam noben od njih pa ne zna prijeti kitare v roke, a ne, pa ne vem, zašpilati sivo pot. Ja, to pa, pač to je drugo, ne, ampak on ve, kaj vi morate, ne, pa pač ful, ljudje bojo polkrat denar metali. To je, ja, to bo čist drugače. Ja, fuk je ne bo. To je ta pesem, ki sem jaz da zašpila. To stari pa zdaj lahko že mnenja podajaš, veš? Certifikat. Ja, jaz sem začel, kaj si rekel? Hej brigade. Od Eve Dragi je Hej brigade. Ja. Razpodice, ni važno. Ne bom začel peti. Okay. To je šlo zdaj čez mojo glavo in sem ful vesel, da sem se ustavil. Bravo jaz. Kaj sem še hotel reči? Ja, dejansko je ena moja kolegica je imela kolegico, ki si je ustvarjala fake profile, da je sama sebi komentirala slike, ampak it goes deeper. Dejansko je spizla te slike od ene punce, ki je prav downhill furala
pa je pač se lagala vsem, da ona downhill fura. In poleg fake profilov, ja, kak je bilo fajn zadnjič v Gradcu, ali ki smo bili, bla, bla, bla. Eni grejo res daleč s tem, ne. Pač ona je res imela fake življenje še poleg tako. Koj kurac, kak je to sploh možno, da se ujameš v to? Vprašanje, tako veliko, ne vem, nezadovoljstvo sam sabo ali pa v bistvu zaslepljenost z življenjem drugim, ne. Sej to se nam v Sloveniji ful dogaja. Trava je bolj zelena pri sosedu, ne, pri meni ni nikoli dovolj. Ja. Čak sem malo, Jurek, moram zakašljati. Ok. Hvala, korona. Na vse moje kletvice, ne, samo na to besedo. To je zdaj bolj kontroverzno. Ja. Ja, fuk je. Ja, kaj pa tudi lady, pa vse, kar sodi zraven v ta kontekst, ste kdaj kaj napisali, tako je? Ej, dvomam. Okay, to je ful dobro pristop tudi. Mislim, da sem celo enkrat sem dobila, ne, mislim, da eno opasko od nekoga iz založbe, da se ne da v bistvu meni zrihtati nobenih intervjujev zaradi tega, ker sem medijsko nezanimiva. Ne. Ampak to je glih zaradi tega, ker pač tukaj, hvala Bogu, se z tabujevci strinjamo, da pač nam to vlačenje po rumenem tisku čist nič ne prinese v življenje. Ne? Torej v smislu, da bi jaz rabila, ne vem, pisati o svojih razhodih s fanti, pošiljati slike v kopalkah iz morja, o ne vem kakih škandalih in govoricah, a ne v bistvu se udejstvovati zaradi tega, da bi nam neka prepoznavnost rasla, kar se mi sploh ne zdi, da je temu tako, a ne, ker jaz v prvi vrsti sem glasbenica in mene zares zanima glasba in umetnost, a ne. Mene ne zanima slava, ne vem, preden sem bila v Tabujih, sem skozi hodila okoli v strganih kavbekah pa razpadlih bulerjih, a ne, pa zdaj moram malo več dati tudi na to neko javno podobo, ampak to vsekakor, to ni bistvo, a ne, vsega skupaj. To je nekako, da ti narediš šov, ampak ti šov gradiš okrog glasbe, ne? In to je v bistvu poanta in tukaj sem srečna, da se z bendom strinjamo v teh stvareh, a ne, torej, da mi nikoli ni bilo treba iti v take zadeve, kot so Lady in tako da mislim, da o meni ni bilo napisanega članka na kakšno tako temo. Ja, ker by the way eni to dela, da pač res pošiljajo novinarjem svoje slike. Ja. In, ja, mislim pač, tako si rekla prej, da bo jasno zunaj ljudem, to dejansko folk dela. Ne? Ja. Pač z novinarjem se zmeni, ja, zdaj bi pa pač imela to, ali pa imel, sorry, pa pač pošle res sliko in ja, zdaj sem samska in bla, bla, bla. In je to članek, ko je drek od dreka in ja, nikoli prinesel nič v življenju, če ga boš prebral, ampak je pa zanimiv ljudem. Ne? Ja, pač, nama si malo nafilajo čas, ne. Ja, moji kolegici se je to zgodilo, ni glih ful neka zvezda, ful in en dan so mogli nekaj dati noter, pa so nekaj pač dali noter v eno to revijo, ker so mogli. Ne? In je ona je bila, ne bom rekel s kom, ampak bila je z enim zelo velikim slovenskim zvezdnikom na večerji preko nekega sponzorskega, ne vem česa je bla, 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 bilo je to kao medijsko, on bo njo peljal, bla, bla, bla in je šla. On je njo osvajal, ona ni hotla. On je pol še njej ful pisal, ni jebala. Ne? Imela je fanta, šla je s fantom na razen, 2 leti kasneje je imela pač že drugega fanta, ampak bilo je pač nekaj minilo že vmes. In je imela že drugega fanta en čas. In pol so napisali članek, kao ta, ne bom rekel kdo, ta novi fant je ukradel temu zvezdniku pa njenemu bivšemu mariborsko dekle. Ne bom preč povedal, ker pač bo vedel, kaj se gre. Ampak je dejansko se en po 2 letih, kar sta ona šla na razna leto, ali koliko se en spomnil, šel napisati noter, kao, zdaj ima pa ona novega fanta in bla, bla, bla. In je, če smo že pri nečem, tudi novinari, grejo s tem razlogom noter v to, ne. Pač tudi novinari, jaz si predstavljam enega v srednji šoli, ko se odloči za faks, pa hoče iti take stvari pisati. Ja, sej, tudi ne razumem, ampak naletim pa na marsikaj, ne. Lahko kaj boš? Pač, a veš, kako bi ti rekla, v tej, ne vem, karieri s Tabuji res lahko preštejem zanimive intervjuje tudi za mene, da so zanimivi na prste ene roke.
a ne. Veš, kolikrat se zgodi, da dobim, ne vem, vprašanja za odgovor za v revijo, pa grem jaz pravljati vprašanja. Ker se tako, ne vem, a veš, recimo osnova novinarstva, če ti hočeš dobiti nek članek, če daš napotek, naj se jaz razpišem, ampak mi vprašanja v bistvu je zastavila tako, da so bili odgovori edini logični, ja ali ne, na koncu, ne, torej, da jaz odgovarjam. A v bistvu je pa hotela, da se jaz ful razpišem. Ker bo polno imela en dela s člankom. Ja, ampak je pa zastavila vprašanje tako, da se jaz nisem imela na kaj razpisati, ker je bil odgovor da ali ne. Torej sem jaz potem šla popraviti njena vprašanja, zaradi tega, da sem imela smiselno za odgovarjati potem na ta vprašanja in da sem se dejansko lahko razpisala. Torej ja, ne vem čisto točno, kako to celo novinarstvo funkcionira, opažam samo, da ful pogrešam kvalitetne, zanimive, pestre pač intervjuje, pogovore, novinarji, ki dejansko naredijo svojo domačo nalogo. Tale, glih s Kristjanom sem bila enkrat na kavi in ena spikerka na radiju reče, no, zdaj bomo pa zavrteli en komad od Tabujev, od tele nove pevke, sicer ne vem, kako ji je ime, ampak mislim, da je iz Velenja. No, ne, ampak pa še spusti komad od Tine, ne od mene. Ne, torej, in potem je Kristjan klical na ta radio in je rekel, prosim povejte te špikerki, da pevki od Tabujev je ime Eva in da ni iz Velenja. Ne, torej, a veš, zakaj bi človek šel sploh govoriti? Če ne rabiš. Ne bi rabila, če pa je že hotla, bi si šla pa pogledati. Ni tako težko. Ni tako težko, ne, pa sploh te vsej tehnologije, ki jo imamo na voljo. Načeloma, ja. Mislim, na radiju se meni že tudi zgodilo, da se narobe ime nekaj izvajalca povejo, ampak to so neki novi, ko so tako se rekla one hit wonderi pa to. In pač tek so novi, da ne najdeš intervjuje z njimi, kjer bi se človek predstavil, hej, I'm bla bla bla, in pač ne veš, kaj reči. To se dogaja, ampak da reče se pa domač band, pa pač ono, tudi če bi trofla, ime in kraj, če je že rekla, mislim, da je iz, pač se tudi obični poslušalec misli, kaj si fukjan, ali kaj, zakaj pač si sploh to rekla, če bi lahko rekla, ne bi rekla, skot je, imaš svašta. Ampak, tak. Ok. Tak je, ne vem, res si, zanimivo mi je, no, ampak, veš, pogrešam take stvari, take pogovore, kot je recimo tukaj, si lahko čas vzameš, da so dejansko teme, ki bi zanimale kogarkoli. Ne vem, ali ljudje res zanima samo to, kje sem bila na morju, pa kje kopalke sem imela oblečene. To je ona špura, pop špura najlažje, kaj je možno in v tej smeri grejo. Tako se rekla, generični intervjuji so. Vem, ker jaz na Lentu delam, pa tudi drugače, tako v kulturi grem pa vprašam, kako ti je bilo danes. In je marsikdaj je Olnovarje voda tako najbolj štajerska publika, najboljša, Lent je tak zakon, bla, 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 in generične odgovore dobivaš. Tako da moraš pol drugače zastavljati vprašanje, naučiš se. Jaz sem se pol ful navadil sploh leto za Lent, da sem bil na koncertu, pa nisem gledal koncerta, in sem gledal, kaj se dogaja. Pa sem rekel, sem rekel, oddan Deja pevcu, ker je enega fuknalo na fris tako hudo stola dol, ker so se nekam potiskali in pač še na hrbet bi ga fuknalo, če se ne bi obrnil, ampak so nekaj plesali, pa ga je kolega ruknil, stoli so bili moče malo narodni, on se je pa še obrnil, pa direkt tuf s frisom dol. Sem ga vprašal, pa se je sem smejal, pa nismo dali tega veter sicer, ampak vsaj sprostil sem ga, da so bila naprej vprašanja, mislim, odgovori boljši. Pa ni, svet je bil to intervju, ko traja 2 minuti, ker pač je to radijski intervju, ampak pač generično je ful popularno in to pač je narobe, ampak ljudje imajo med 3 sekunde pozornosti pa 3 ure. Ker imaš ljudi, ki ti po 3 sekundah nehajo gledati, ker je predolgo, ali pa so stavo do konca. Meni ful veliko kdo reče, pa reži to ven, pa reži ono ven, pa sem tak. Nijam denarja, ker ne bom tega delal, ker reči, to je pač fukjeno, da moraš res rezati ven pa kratke klipe, čeprav to smo en caj delala, da smo kratke klipe, ali pa bilo isto gledal, ali pa še slabše, pa ful dela s tem. Tak pogovor, ko je pa tu, je pa naravn iz enega edinega razloga, ker je res naravn. Ja. Ker so se ljudje celo evolucijo tako pogovarjali, mislim, sicer brez tehnologije, ampak pač tako, sedimo se pa se menimo in gremo na kafe, ali pa sedimo se po šihtu, pa
na štengah pa se menimo. Tako so se menili, ne. Kakor hitro imaš ti ono, ok, 4 minute, pa en ti bo začel mahati, ko bo preveč, ne. Si ti kot špiker, si v pizdi. Ker... Ja, se vem, koliko je feeling, se to se nam tudi zgodi, veš, na koncertu. Prek minutaže. Vam dve. Okay. Pa si sred komada, veš. Pa ti nekdo maha. Ja. Ne na koncu komada, sred komada. Fukino. Se zgodi marsikaj, veš. Ja. Povej več. Kaj, o takih koncertih? Ja. Ja, sej zdaj jih že pogrešam, veš. Tudi če bi bilo to. Ker zdaj ni več prek tajminga ste, ampak zdaj je inšpekcija je prišla. Fuck. A ne tisti, ko v bistvu v tistem momentu meni samo vsa volja do življenja, sam poslovi se, sam adijo, I'm out of here. Pač, Ja, težko je. Ja. Zdaj smo začeli ob 7 vse nastope, ali pa pol 8, zato ker je do 10 sam lahko odprt. A to je zdaj na novo, ne? To od ponedeljka naprej bo tako. Pestri časi. Sam vi ste kar veliko špilali po koroni, no? Ja, smo v bistvu kar se potrudili. Ja, se je videlo, ker marsikjer band, ker sem videl, da veliko kje špilate, sem se pol začel študirati. Sam ostali ne. Tudi dan so mi rekli, da je to njihov drugi špil, ali so prvi špil na Lentu, ne. Ja, nas je ful rešila tale akustika. Mi smo glih v bistvu pred korono bili na parih intenzivnih vajah, postavljali smo akustičen repertoar, akustičen koncert, dali smo malo back vokale, še enega perkašenista zraven, tako da smo da bi lahko začeli še s tem programom poleg običajnih štrom špilov. Zaradi tega, ker je ful veliko enih dogodkov in krajev, ki enostavno ne premorejo neke kapacitete za električen koncert, žurko, tako kako je ponavadi na Partabujevih koncertih. In smo glih v ta namen to zastavili, potem se je zgodila ta korona, smo itak imeli to pauzo, ko smo jo imeli vsi. Pa smo pa začeli v bistvu s tem drive-inom. Celjski sejem je bil, ne? Mi smo to v Ljubljani imeli, to prvega, na Viču. Na Viču, točno. Ja. Celjski sejem je neka druga imela, sorry. Ti si v Bolan špil. Ja? Je bil prvi koncert v Sloveniji po karanteni. Je bil ta drive-in. In je bilo noro. Je bilo res. Ljudje so bili v avtih? Ali? Ja, v avtih so bili, ampak tako ful čudno, da ljudje so bili v avtih na ful večji razdalji, ful se nismo tako dobro videli, niso mogli skakati pod odrom, ampak čutili smo se pa 10-krat bolj. Res? Ja. Pogrešili so verjetno pa. Ja, in jaz sem po drugem komadu padla na kolena in sem jokala od sreče dobesedno. Vse noben ni opazil tega, ampak res. Mi smo po koncertu, pa noben ni neki pil ali pa ne vem, karkoli, ampak mi smo hodili vsi, kot da smo najbolj nadrogirani, tako. Ja. Taki celi, a veš, ko je tak v bistvu ta adrenalin šus si spet doživel po toliko dolgem času, ker ta karantena, stari, to je bilo grozen. To je pa, ne vem, jaz osebno 6 let rednega koncertiranja in naenkrat te nekdo odreže. Jaz sem bila tiste 3 mesece, kada sem na konstantnem PMS-ju. Jaz sem imel čisto drugačne izkušnje, ker sem delal 8 ur na dan, vsak dan na radiju, ker smo vsi bili od doma, jaz sem edini bil v studiu, pa še so delali dopoldne in smo samo miksala. Oni so bili doma in oni so govorili, ko si mu ti znižal podlago, ko si mu ti komad spustil. In sem skozi delo, jaz te karantene ful nisem doživel tako vsi ostali, da sem v luft gledal, ker jaz sem bil samo konstantno fucking zmatran. Iz tih 8 ur, ko moraš biti skoncentriran v eno, ker vsaka napaka pač gre v eter. Me je izželo do konca, res, da sem bil pol. Vem, da enkrat sem malo viskija spil, pa nisem več kot 3-4 šote spil, pa sem tako svinsko pijan doma. Sam seboj, s tem kolegom, ko imamo politične debate v McDonald'su, smo se menila, oba pijana, špilala smo igrice, pa se menila, pa jaz sem se naslednjo jutro zbudil tako, da je pofura. Ampak je... Si ga je treba vzeti, ne vmes. Ampak to je podobno, če imaš dober nastop, čisto nekaj malega spiješ in si ful, tako si rekla, v drugem stanju, takoj, ne. Ja, pa jaz pa nič nisem spila, pa sem bila čisto v drugem stanju, ker je bilo to, kar veš, ljudje smo, sploh, ko se je karantena začela, je bilo ful enega strahu pa paranoja prisotnega, ne, in se mi zdi, da vedno, ko
tako močno čutiš eno čustvo, nehote se zraven preklopijo še vse ostala. Ne? Torej, ful močneje recimo potem tudi neko vzhičenje čutiš, ne? Ali pa ljubezen, ali pa veselje, zaradi tega, ker si strah tako močno čutil, ne? Ali pa neko paranojo pred virusom ali kakorkoli. In se je ful to čutilo od ljudi, sploh na temu prvemu koncertu, pa moram reči, da zdaj na čisto vseh teh koncertih, ko smo jih imeli, da je v bistvu se je nekaj zelo spremenilo. Ne? Ljudje so se, vsak posebej. Ja, vsak posebej na nek način kolektivno, še zmeraj je ful enega strahu prisotnega, ampak je toliko tudi več enega poguma na drugi strani, ene ljubezni, ene take volje do življenja. Ne? Sicer se fulkrat, zdajle so se koncerti začenjali tako, da so bili ljudje zelo mirni, zelo na miru, sedeli so na tistih stolih, niso vedeli, kaj lahko, kaj ne, a zdaj lahko se premaknejo, a se ne smejo. Nekako smo jih pa vedno uspeli razživeti in pa enkrat, ko se je to razživeti, se ni dalo ustaviti več. Tako da smo prišli tako zelo ene take velike vrhunce smo zdaj dosegali v teh koncertih in mislim, da ne glede na to, da za marsikoga ima to nek tak slab priokus, ta cela korona, te omejitve, to, da so koncerti pod zelo takim drobnogledom, ful je treba spoštovati to neko 8-metrsko razdaljo, maske, vse to se mi zdi, da je bil to ena turnejica, ki bi jaz rekla korona turneja, ki je bila zelo posebna in si jo bom po moje zavedno zapomnila. Ja, tudi jaz. Sami smo imeli večji problem, ker ni bilo take odziva. Pri stand-upu je, bolj ko so ljudje skupaj, boljše je. Bolj ko so oni nagužvani, bolj slabo, ko se počutijo v tem smislu, da je preveč ljudi, boljše je, ker smeh se širi. Ne? Podobno kot virus nalezljiv je. Sploh, če je nekdo na tebe naslonjen in se trese, ne? Ko se smeji, se ti tudi prej ali slej začel tresti. Tako da dejansko so pa mogli ljudje biti narazen in je ful drugačen feeling bil. Marsikdo je prišel po nastopu, ki je bil za tebe grozno nastop, ker nisi dobival feedbacka, nič, kar je zelo pomembno v stand-upu. Nič feedbacka nisi dobival, jaz sem mislil, da sem umrl na odru, prijejo po ljudi, pa se ni bilo tako slabo, dejansko ni bilo tako slabo, sam pizda, ne? Če smo čisto ene druge spektre smo šli noter, tega odziva nikakor ni bilo, mogo si premagati tisto, ko si rekla, ne? Ko so ljudje tako še lahko, ali ne, to si mogel premagati, pol so se sprostili, pa je bilo boljše, ampak na začetku jaz pojma nisem imel, kaj delam. Prvi 4 nastopi, ko so bili v Kopru, nisem vedel, kaj delam, jaz sem šel domov, tak fuck, pizda, jaz ne bom nikoli verjel, komik, meni ne bo ratalo, naslednji dan smo šli dol, spet v Koper, ne naslednji dan, četrtek pa pol nedelja, pa sem imel dober nastop, pa sem tak, okej, tako to gre, ne, zdaj sem se naučil, da sem prišel nazaj noter, vse je cool, ne. Tudi, mislim, ritem je pomemben, sploh pri stand-upu, ker imaš ritem z njimi, ne. Tako dolgo, ko se oni smejo, tako dolgo ti čakaš, ne. Zdaj pa ta ritem je vedno drugačen, če so še zadržani, moraš drugačno taktiko obrati in moraš noter pas z njimi, ne, ker je tudi to je pogovor, ne. Oni ti odgovarjajo, danes oni se strinjajo, da je smešno ali pa se strinjajo s to trditvijo, nekaj se strinjajo, nekaj jim je cool, ali pa jim ni, ne, pa ti z ritem zruši, ne. Plus tega, da nisi mogel ritma, celo karanteno nisi mogel ritma vaditi, ne? Ker nisi imel tega. Ja, oder je res vaja. Ja. Drage, če doma vadiš, to ni isto sploh. Ne. Oder je glavna. Oder je glavna vadnica. Ne? Ja, sploh pri nas, ker je pač, meni se vse zdi smešno, kaj jaz napišem, ne? Sam ljudem na odru, ne vedno. Včasih rečeš nekaj, ne vem, jaz sem tudi, me se delam disleksijo, bil sem pred doktorjem, pa na Wikipediji pologotovil, da nimam, to je bilo za vmes, vrej, ampak jaz včasih narobe besedo rečem, pa ne vem, da sem rekel narobe besedo, ne. In večkrat se je tako zgodilo, da ljudje sploh niso razumeli, kaj govorim, ker sem pač narobe besedo povedal na začetku, pa sem začel razlagati neke pointe, pa oni niso bili z mano tam, in tako, s to sem ni smešno, vrej. Ampak je tak stand-up, da ja, pa moraš imeti veliko samozavesti, ne? Prvi vrsti se moraš ti dobro počutiti v vsemu. Tako sem tudi, veš, ne vem, meni je bilo tudi stopiti po 3 mesecih, pa spet gor na oder, ko se je vse nekako spremenil, ko nismo imeli vaj, ko nismo imeli koncerta ful dolgo, je bilo ful spooky, ampak
je bil najboljši koncert, lahko bi rekla, moje kariere, pa ne v neki velikosti ali pa tako ampak po tem, koliko je energija proradila, veš, kaj mislim, ne? Koliko je zares nas premaknili pa odpeljali nekam čist drugače, pa nas združilo na nek način, ne, s publiko, kar je meni nek glaven satisfaction, kar je nek glaven point, zakaj jaz rada delam to, kar delam. Ne. Zakaj vsakič, ko imam tako tremo, da živeti ne moram, se še vedno odločam, da grem na oder. Ne. Da bom šla in da grem to, veš, prodret, ker se fulkrat preden stopim na oder, se sprašujem, kaj je meni tega treba v življenju. Sploh za introvertiranega človeka, ne. Stopati v tako, ni najbolj enostavno včasih. Tako si rekel, da moraš imeti ful samozavesti, jaz si ziher nisem imel, ne. Šel sem probat, tako sem rekel, in sem bil tak, ful je bilo slabo, ampak jaz sem bil tak, to bi še bi, ne. Vse je fajn, ne. Pa tam smo se pol malo družili, pa spoznal sem neke komike, ki jih nisem poznal, ker je bil to open mic in so bili tak, ne vem, takrat zelo neznani ljudje, ne. Jaz sem enostavno, pač pol rekel, se bom šel še, pa bilo poletje, pa sem šiht menjal, pa sem bil na radiju, pa pol sem začel vsem razlagati, da se stand-upom ukvarjal, pa sem sam pol sebe ujel, tak, a ja ne, jaz se stand-upom ukvarjam, jaz sem sam enkrat bil, zdaj moram res iti. Pa sem šel še enkrat pol čez par mesecev, pa je ful cool ratalo, pa sem rekel, ok, 6 mesecev sem hodil, pa bo, če sem dober, bom napredoval, če pa ni to za mene, ne bom. Pa sem hodil, pa po 2-3 mesecih sem že svoje evente začel delati, pa levo desno in me je ful zagrablo, ne. Ampak samozavesti niti v enem momentu ni bilo v teh prvih 6 mesecah, ne. Dansko... Se mogoče napačna beseda, ni samozavest, ampak bolj ta neka sigurnost vase. Tudi to ne. Aha, ok. Bolj bi rekel potreba potem, da to delam. Ker mi je bilo nenormalno fajn pol spreminjati material doma, zakaj to ne deluje, zakaj sem tako povedal, zakaj bi to. Seveda se potem sproti spominjaš, tak je moj kreativni proces, da se sproti spominjam punchlineov ali pa samih premisov, uvodov v šale, karkoli se spomnim, se jaz napišem in potem sam grem samo piči, ko prijem za papir in pišem. To je meni neverjetno fajn, skoraj bolj fajn, ko dejansko nastopanje, ne. Čeprav, ko nastopaš, pa si res dober, to se nam mora z ničemer primerjati. Ne, to je kar haj. Ne rabiš nobene druge v življenju. Ja, ampak se pravi, meni je že ta sam kreativni proces writinga ful dober in sem to me noter zategnalo in jaz sem šel brez vsake samozavesti gor. Jaz sem naredil po teh 6 mesecih, tako bi rekel, ko da si v glavi narediš cilj, pa je pol res tak, 17 minut na odru, kar je ful veliko za tak, ne, pa je bilo kar smešno. Jaz sem prišel z odra, nisem vedel, tako si rekla blackout, nisem vedel, kaj se je zgodilo, tam ok, na onem punchline so se zmejali, tam nekaj vmes je falilo, konc sem tudi zajebo takrat, pa sem se, s tem sem jaz prišel dol, pa prijem do mene, ti si ful napredoval, ko sem te zadnjič videl, pa sem tako res, ja, ful je bilo cool, no, pa sem prišel posnetek, pogledal, pa sem rekel, pa to pa res ni bilo fucking slabo, ne, to res ni bilo slabo, ampak do tistega momenta, jaz sem pa do mene samozavesti, do menega, nič, jaz sem to sam delal malo kot šiht že, pač povedali so mi šablono, greš probat nove punchline, ko ne ratajo, ok, prepišeš in to greš spet in spet. Tak zgleda, nek stand-up, učenje, sploh stand-upa in tudi vsi ostali, ne, razen Toša, vsi ostali tako delajo, da pač probajo neki material, tiska rata, drugo prepišejo, ne. Isto je pri Peri Cerkoviču, ko pri prvem open micerju, ko je drugič prišel na oder. Ampak je, ja, hotel sem povedati, samozavesti dobene nisem imel, ne. Meni se še lepo to začelo nekaj graditi, zdaj si pa upam iti za 20 minut nekam, ne. Da si pa upam jaz to prodati nekomu, da si res klub sam klical, jaz bi prišel, pa še to ta dva lahko toliko denarja, ne. To je pol kasneje prišla ta samozavest, ampak ko sem hotel povedati, niti slučajno nisem imel samozavesti. Jaz sem bil prvič na odru, jaz nisem vedel, kaj se dogaja. Oziroma najlažjem, drugič sem bil na odru, enkrat smo imeli z bandom, že prej nastop, pa smo pa propadli. Dober začetek. Fuck, jaz to moram videti.